Vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu ni zaobšla Slovenskih Konjic, saj so se tudi v Konjicah zbrali posamezniki iz spektra nevladnih organizacij in s pomočjo centralno vodene akcije ustanovili koordinacijski odbor pod vodstvom Primoža Punčuha ter pričeli z aktivnostmi, ki so pripeljale do 17. aprila in dneva D za izvedbo največje čistilne akcije v Sloveniji. Akcija se je pričela na mestnem trgu v Slovenskih Konjicah, kjer so organizatorji pozdravili udeležence oziroma le del njih, saj je večina pričela z delom že prej in po prej predvidenem načrtu, kjer so organizatorji popisali s pomočjo navigacijskih naprav, posamezna tudi registrirali v centralni register črnih odlagališč v Sloveniji, ter nato vrednotili delo in razdelili posamezne lokacije črnih odlagališč prijavljenim skupinam in posameznikom. Enega od večjih črnih odlagališč, sicer skupaj 2, na brežino potoka Bezina ter več manjših odlagališč komunalnih odpadkov po krajevnih skupnostih Bezina ter Vešenik Brdo, so se lotili skupaj člani Lions in Leo kluba v Konjice, člani Nauti kluba Rogla in nekaj posameznikov. Predsednik Lions kluba je na lokaciji odlagališča na Brdu, kjer so si pomagali tudi z manjšim kamionom, povedal. Vesel sem, da nas je ob današnji akciji uspelo zbrati tudi precejšnje število članov Lions kluba Konjice. Potrudili smo se že v samem organizacijskem odboru, da smo sodelovali po svojih močeh, zagotovili smo nekaj sponzorjev, ki so zagotovili in danes zagotavljajo odvoz kosovnih odpadkov, velika število članov in pa družinskih članov, njihovih pa čisti odlagališča in pa sprehajalne poti. Danes smo se pridružili tej akciji z namenom prispevati svoj kanček v mozaiku čiste Slovenije, dobre Slovenije, ki bo prinesla nekaj dobrega za vse ljudi. V Konjicah sicer kaže, da bo akcija precej hitro zaključena, je pa res, da bomo spoznali tudi precejšnje skrite lokacije in kotičke, ki so bili precej skriti našim očem in jih bomo z veseljem uporabljali tudi v bodoče za kakšne sprehajalne poti. Jaz verjamem, da bo akcija uspela, z njo bomo nadaljevali tudi verjetno v bodoče v okviru Lions kluba Konjice ali pa tudi širše. Na poti proti Centru za ravnanje z odpadki Slovenske Konjice je naša ekipa srečala zavzeto ekipo otrok, ki je v koordinaciji ene od članic koordinacijskega odbora Zvezde Novljan, sicer vodja Malinovega dola, na kratko povedala, kako so se lotili obrežja Dravinje. No, pa smo prišli od besed k dejanjem. Zvezda, kaj počnemo? Kaj mi počnemo? Mi čistimo Slovenijo in sicer mi smo si seveda izbrali obrežje Dravinje, ker je zelo živa stvar, ker teče, ker jo slišiš in z našimi prostovoljci tukaj ob reki, tako kot vidite, lahko se obrnete tudi tja, smo nabrali že ogromno smeti, odpeljali smo približno že 5 prikolic, jaz sem medtem padla že v vodo, ko sem se trudila ven vleči plastiko, otroci so pa že naredili prvi vrtiček, kamor so seveda podpisali tudi svoje imena, vsak je posadil svojo cvetlico. Super, kaj pa pravijo najmlajši naši udeleženci? Zakaj smo danes tukaj? Da očistimo Slovenijo. V koliko času nam bo to uspelo? Zelo hitro. Bravo, bo mogoče punce kaj povedale? Ne, punce bodo rekli samo, kaj delamo? Vsi naenkrat. Očistimo Slovenijo. Mi čistimo Konjice, tako ja. Mi smo samo delček majhne Slovenije, ker živimo v zelo lepem kraju, ki se imenuje Slovenske Konjice in zato, da bodo še lepše, seveda bomo mi danes prispevali, da bo Slovenija čista to, da mi očistimo naš del Slovenije. A je tako, pred svojim pragom. In naš prag je pa? Konjice. So pa Konjice, tako je. V Centru za ravnanje z odpadki so se na sprejem odpadkov pripravili. Pričakovali so okoli 10 do 15 ton odpadkov, po informacijah, ki smo jih dobili ob koncu akcije, pa je bila ta številka krepko presežena, saj smo Konjičani na Cero pripeljali tako posamezniki in organizirane skupine z lastnimi prevozi, kot tudi organizirane službe za zbiranje komunalnih odpadkov v okviru javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice in njihovih podizvajalcev, kar 43 ton mešanih odpadkov, v kubičnih metrih okoli 300, ter tudi 7 zapuščenih avtomobilov, ki so romali na deponijo Dinos v Slovenskih Konjicah. Ob koncu dneva je direktorica javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice povedala. Javno komunalno podjetje je v bistvu poskrbelo za celotno logistiko akcije. Kako ste se pripravili na to in v bistvu kakšna bo na koncu zaključek akcije? Ja, v sklopu te akcije je bilo jasno, da bodo javna komunalna podjetja odigrala bistveno vlogo v celotnem postopku.
Glede na to, kako je bilo zastavljeno, bi naj pri samih prevozih veliko ob regionalnih cestah pripomogel tudi VOC oziroma DRSC, s tem, da je veliko krajevnih skupnosti izrazilo željo, da se lokalno na večjih točkah, kot smo prvotno predvideli, odpadki tudi zbirajo. Tako je pričakovati je bilo, da seveda ne bo šlo vse samo tako, kot smo planirali, da bodo tudi izjeme, in to se je seveda tudi zgodilo. Nekako smo na to pripravljeni, imeli smo nekaj rezerve, poleg prevoznikov, s katerimi smo bili prej dogovorjeni, tudi še rezervo. Mogoče je malo žalostno, ker smo pričakovali odpadke več ločeno zbranih frakcij, večinoma pa so razen tistih večjih kosovnih gum, mogoče teh odvrženih gospodinjskih aparatov, predvsem prihajali odpadkih v črnih vrečah, kar pomeni, da so primerni samo za odlaganje. V nadaljevanju bomo seveda, veliko so že danes naši delavci postorili, drugače pa bodo še v ponedeljek, torek te vse pripeljane odpadke razsortirali, kolikor se bo dalo na ločene te frakcije, in jih bomo, tako kot so tudi zahtevali, predali Dinosu, ki je zbiralec teh ločeno zbranih frakcij. Vsekakor si želimo v nadaljevanju, da bi, če ne gre drugače, ljudi, tiste, ki se takih podlih, grdih aktivnosti, da odpadke vozijo v gozdove in drugam, tudi kaznuje, torej da začutijo, da je potrebno ravnati drugače, kot če ne bi bilo takih packov, ne bi bilo potrebno tudi teh akcij. In resnično naj se ljudje zavedajo, da je akcija tistih, ki smo danes to izvajali, ne zaradi nas, ki se tega zavedamo, ampak zaradi tistih, ki kršijo vsa neka pravila in bonton, ki bi naj veljal. Skratka, dobro izhodišče za prvič in dobra navodila za naprej. Ja, potrebno je malo več pri samem ločevanju in pa seveda osveščanju, obveščanju, in pa cel dan sem mislila samo na to, da je potrebno pojačati inšpekcijo komunalno, ker drugače mislim, da ne bo šlo.